Živijo. Sem Matej Cepin in poslušaš 94. epizodo podcasta Goreči grm. Tokrat je z menoj duhovnik in frančiškan Andraž Arko. Ljubljančan, ki je v samostan vstopil pri 25 letih, deloval v več ljubljanskih župnijah, zdaj pa služi kot župnik v Nazarjah. Andraža že več kot četrt stoletja poznam kot človeka z jasno besedo, ki je, kadar je to potrebno, tudi brez dlake na jeziku. Zato sem pogovor z njim, poleg za odkrivanje njegovih gorečih grmov, izkoristil tudi za iskreno izmenjavo pogledov na pojave v cerkvi in zunaj nje. Za takšne, o katerih se sicer ne pogovarjamo pogosto tako odprto. Poslušajte in boste videli, kaj imam v mislih. Andraža cenim tudi kot zelo dobrega poznavalca moške duše in moškega načina razmišljanja o Bogu. Pogosto gosti duhovne vaje za moške, sodeloval pa je tudi pri prevodu knjige Pot mladeniča z dekleti, o kateri smo v tem podcastu že govorili. Skratka, en tak poletni moški pogovor, ob katerem bi prav teknilo še kakšno pivo. Midva si ga nisva, vi pa si ga morda lahko ob poslušanju privoščite. Naj uvodoma opozorim še na celoletno usposabljanje vodenje 9-7 v letu 2026-27, za katerega na Socialni akademiji že zbiramo prijave. Gre za res lepo izkušnjo povezanosti, poguma in pridobivanja voditeljskih kompetenc za delo v cerkvi in izven nje. Pojdite na vodenje97.si in preberite več. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živijo, Andraž, dobrodošel v Gorečem grmu. Matej, hvala lepa za povabilo, z veseljem. Po 3 desetletjih, kar se poznava, končno je ena taka priložnost, da se pogovoriva tudi majčko na očeh javnosti. Takrat se te spomnim kot človeka, ki je hodil k Kristjanu Gostečniku na pripravo na zakon, kot človeka, ki je tudi aktivno sodeloval na Tromostovju kot laik. To so bila zgodnja 20, ne? Ja, tako, dajva reči, oziroma, če bolj časovno predeliva, je bilo pozna 90, ne? No, tako, če rečemo v letu. Pozna 90, ja, za naju pa zgodnja 20. Tako. Ja. In kot vidiš, se priprava na zakon, ki sva skupaj sočasno obiskvala, pač vsak svojo spremljevalko, v mojem primeru ni najboljše obnesla. Sva ravno v podcastu, v katerem se take stvari pogovarjamo, tako da jaz sem mislil malo drugače začeti, ampak dajva potem kar res, se pravi običajna pot, da greš v klošter, recimo, čeprav danes tega ne moramo več govoriti, je recimo 19, ne? Ampak tisti čas, ko si ti bil, se pravi, v študentskih letih, študent socialne pedagogike, s punco aktiven v študentski politiki, malo tudi, da? Tudi, ja. Kaj je ta čas, zakaj te je Bog pustil še v ta čas kot nefrančiškan po tvojem? Kaj je tisto, kar ti je ta čas dal? Ali pa morda tudi kaj obžaluješ, ker če bi mogoče prej vstopil, bi bilo kaj drugače, ne vem. V resnici ne obžalujem. Če sva zdaj pri Gorečem grmu, je prvič zagoril, kar zadeva mojo poklicanost, že sredi prvega letnika srednje šole. Wow. Ja, sam sem se tega tako ustrašil, da sem hitro zatem začel z eno punco hoditi. A ja, preventivno. Ja, tako, kaj ona, greš v kontrasmer, ko Bog reče, ne. Pa tisto se ti je zdelo verodostojno, oziroma... klic. Ja. Ja, v resnici kot nekaj, kar je v globini ugrel srce. Ne neko, bi rekel, emocionalno. Ni bil jasen kažipot, ampak... Ne, ampak nekaj, kar je privlačnega postalo. No? Wow. Ampak sem rekel super, ampak to me bo za ki so za to. Jaz nisem za to. Jaz nisem stazga testa. No in zdaj, če odgovorim direktno potem zdaj na tvoje vprašanje. Ja. Če bi jaz vstopil po srednji šoli, jaz danes ne bi bil frančiškan. Ker bi... Se pravi, si sam zamaknil. Ja, zamaknil, mislim, z vsem upiranjem Bogu in tako naprej, ampak in svojo trmoglavostjo, pač kako bom jaz speljal svoje življenje, svoje idejo biti poročen, imeti družino in tako naprej. Ampak vem, da zaradi svojega značaja
če bi prišel pri 19 not, bi po vsej verjetnosti danes ne bil frančiškan, sem moral že malo se vmes pretenstati, da sem, ko sem pri 25 vstopil. Edina težava, ki mi je bila v resnici, je bilo to, da glih sem dobro zaključil faks, diplomiral socialno pedagogiko in potem še enkrat od začetka. Predavanja, izpiti, vaje, seminarske naloge, spet si nula. Ja, pa ne to nula, ampak razumeš, pri 25 je pa že končno, da ded začne delati, ne? Ja, sam res. In greš na stih, ti pa še enkrat rata študent, ne? To je bilo mogoče vsega najbolj bedno, čeprav moram zdaj iskreno priznati, da če se to ne bi zgodilo, prvič, verjamem, da je tudi to zelo pomembno, da je en proces formacije, ki ga greš čez. In sem ga šel čez tudi, in čeprav sem mislil, ko sem stopil v klošter, bi že tako šel za oltaro, veš, to je prva zadeva, ne. Pa sem malo umiriš in tako naprej, in je potem sem ugotovil res, eno je, da je to zaradi samega procesa formacije, predvsem tudi notranje in duhovne, in drugo, kar mi zelo veliko pomeni, ravno zaradi tega imam svojo generacijo sošolcev duhovnikov, s katerimi se tudi zelo dobro razumem. Štiri smo zelo povezani med sabo tudi in tako. Ti si edini frančiškan. Edini frančiškan, ja, ampak v resnici ne bi imel mojih sošolcev, mojih prijateljev sošolcev. Se to več ljudi, več duhovnikov reče, ne? Da je ta leta so najbolj pomembna za njih, ne? Ja, za povezave med stanovskimi kolegi. Še posebej zame kot redovnika, kot frančiškana s škofijskimi duhovniki. Pa če bi bil še kakšen drug redovnik v naši generaciji, še toliko boljše, ampak hočem reči, eno je, kar sem jaz živel kot frančiškanski bogoslov znotraj naše frančiškanske formacije, drugo pa je, kar sem kot bil sošolc na teologiji, torej z drugimi. No? Tako, in to je bilo tudi zelo pomembno. Tako da pod črto, če sem pol pa 31, je bil pač posvečen, v redu, ne gre zdaj neke drame. Vsekakor pa verjetno, če bi šel, torej, kot se vprašal, pri 19 not, ne vem, če bi se čisto iztekel. No, pa zdaj moje vprašanje je bilo, kaj ti je to obdobje 19 do 25 dalo, pa si nekako, če sem te prav slišal, rekel značajsko rast. Kaj je bila točka A pa točka B v tej rasti? Kaj je bila tista največja spremembica? Največja spremembica je bila, da sem se od točke A, trmastega oklepanja lastnega prav in vizije svojega nadaljnega življenja, kako se bom poročil in si ustvaril družino, do pač zabijanja glavo v zid, ali pa da sem tudi ob steno preletel, do te streznitve, da sem pa začel počasi. Potem pa vendarle temu glasu, ki je že vmes prebijal večkrat, pa dovolj, da je prišel, da je pač ta poklicanost na pot, da Gospod kliče. No in ravno mislim, to je res jedro teme tega podcasta, se pravi, kakšni so ti klici, kakšna so ta upiranja pri tistem 20-letniku, kjer medij je bil tvoj, recimo moj je bil auditivni, ko je Bog klical, ne? Jaz sem zaslišal besede, ne? Ja. Kjer je bil tvoj medij? Zdaj ti si ljubitelj filmov, a si imel kakšne scene, ali si ob Božji besedi, ob branju, ali kaj je bilo? Jaz sem si delal filme. Jaz sem si film naredil v glavi in sem rekel tako malo, prav res, ko sem se kdaj prav karikirano rekel, ampak sem tudi tako mislil skoraj. Rekel, lej, Bog, če ti misliš, da grem jaz v posvečeno življenje, pol jaz pričakujem, da dobim pisno. Želim, da greš samostan podpis Bog, ne? V tem smislu. Seveda, da se scenarije si delal, ne? Pač, v tem smislu je bil eden od načinov upiranja tudi, a ne pa bremzanja. Ampak pod črto, če vzameva tisto prelomno točko, mogoče goreči grm, pri katerem je bilo treba sezuti sandale z nog, so bile ene duhovne vaje v tišini, ki so bile spremljene logično z branjem in meditiranjem Božje besede. In vem, še zdaj točno imam pred očmi, ko sem popoldne šel na meditacijo, sem rekel, zdaj, ko bo pa tole konc, ko bom pa skozi ta odlomek šel, pa mislim, da bom stvar vedel. Wow. In bi rekel intuicija, feeling noter, ki je bil, je rekel, zdaj bom pa vedel, ne. In me je bilo strah, ne, iskreno. In vem, še zdaj, ko je med tisto meditacijo se zgodilo suho, racionalno spoznanje in nič drugega, je edini čusten odziv bil,
ker sem sedel na tleh ob steni, da sem s pestjo ob steno udaril od jeze, v smislu pač, to je zdaj to. In sem vesel, da je bilo tako. Ker kakšni opisuje klic tudi, da je šlo za čustveno vznemirjenje. In Bogu hvala, da se ni to zgodilo, ker to lahko potem zmer malo kasneje diskvalificiraš, reči, to bi malo čustveno vznesen. Ja. Ne, jaz sem imel golo, suho, racionalno spoznanje. Tako, pa ne kot da bi besede slišal, ampak samo zavedanje v globini svojega bitja. To je to. Ne, da bi bil torej ob tem vesel, celo pač jeza, zakaj zdaj to, da ni po moje, ampak kar pa se je zgodilo prvič v življenju. Ja, to me zanima, ker če je sam jeza, ni dosti. Ne. Ampak jeza je bila pač čisto samo ona impulzivna reakcija, ne moja. Kar se je prvič zgodilo, je bilo to, da sem v globini sebe končno enkrat začutil mir. In to lahko dam primerjavo res z enim morjem, ne, ko je vse lahko razburkam, pa tako naprej. Ja, še zdaj zvalovi, še zdaj pride do razburkam, ampak noter, globok, je pa mir prišel. In je. In je to fajn. So pa prišli pol tudi, da je kakšni lepi trenutki, kakšni cukrčki, kakšni čustveni dotiki, da rečem tudi taki prijetni, ampak sem zelo vesel, da se je to zgodilo kot eno racionalno spoznanje. Da je prav ta trenutek prelomni bil ta. Ja. Kdaj je bila pa gostota cukrčkov večja pred tem racionalnim spoznanjem ali po? Pa v resnici, če bi smel... Je bil Bog boljši marketer ali je bil pol boljši ljubimec? Zdaj mogoče moj problem ta, da včasih ne znam vedno najbolj videti teh cukrov, ali pa si jih še zmeri predstavljam sam, kakršni bi morali biti. Ja. In zato morda ne vidim. Ne, da jih ni, ne, da ni lepote, ampak tako, da bi zdaj rekel koncentrat prej pol, a veš, da ti to težko rečem. No, ampak bili pa so, ne? Bili so in prihaja, še vedno so. Samo tisto, kar se zadnja leta učim, je ravno to prepoznavati. Kar pa posledično lahko vodi samo res v eno hvaležnost, pa v eno mogoče večje zaupanje in prepuščanje, pa čeprav je to težko. Ampak kaj prepoznava? To, da sladkarija ni bistvo življenja? Ja, tudi ja. Čeprav v teh zdaj če rečeva cukrčko, pa deva reči duhovnih dotikov, no, tudi. Ali pa tudi božje bližine, ki je lahko v prebiranju božje besede ali pa v adoraciji, v osebni molitvi čist, so to lahko tudi navarni trenutki. Navarni v tem smislu, da je preveč, da ne zdržim, da kidnem. Tega se učim ne kident, no, ali dajmo tako reči. To je zelo zahtevno. Če primerjava to z zakonom, vseeno je fino, da si kdaj damo darilo, ne? Pa vseeno je fino, da se kdaj pohvalimo, pa da si damo ljubčka. Ne? Absolutno. Kaj je tep alternativa tega? Alternativa ali ljubčku darilu pohvali. Ja, oziroma pač vzporednica, bi rekel, ali pa analogno temu. Mogoče tako je. Ja, topla beseda ali pa pohvala sobrata, ali pa ne vem, neke osebe, ki mi pomeni. Lahko gre za kakšen dogodek, kjer sem kot duhovnik pač smel biti navzoč. Včasih gre za kakšno močno življenjsko spoved, ki lahko samo tisti grem ven, pa rečem, naj Bog hvala, da sem smel biti orodje v tvojih rokah. Ja. Tako, to so v resnici, pa bi človek rekel, ne znaš rekel, kaj, čakaj, a življenjska spoved je zate cukrček. Ja, v resnici je, ker vidim, koliko je Bog velik, da se je dotaknil une duše, da se je lahko odprla, da se je lahko do te mere odprla in da je predvsem našla Jezusa nazaj. In to je glavno. Je to, ali pa pač kakšno olajšanje je bilo za to dušo, ne? In tem tudi, bom rekel, je potrditev duhovniškega poklica. Ja, pa se pa splača živeti celibat, v tem smislu se splača. Se pravi, splača živeti to celostnost duhovništva, pod pojem celibat sem mislil tukaj pač odpoved zakonu in družini, ne? Ja. Torej, to so recimo taki in drugačni cukri, od tega, da tudi pač bi rekel, kot sem ti že prej rekel, osebni molitvi, no, lahko adoraciji in tako. To, kar si rekel, glih to me zdaj naprej vleče, to
biti duhovnik kot tisto, a ti je to nekaj lepega, ali ti je včasih to težko, pa ko si rekel, splača živeti celibat. Tako sem doživljal, enkrat je Karl Gržan rekel en stavek, pa ne vem, nisem ga tako zelo, ampak očitno mi je tako ustal, da mnogi duhovniki ne ponotranijo celibata nekako. Kaj se veš, on je malo proti pa to, ne? Celibatu obveznemu, čeprav razumem, da mnogi duhovniki se s tem, svoje identitete ne uskladijo s tem, ali kako bi temu rekel, ne? A tepe celibat nekaj kar pač tako je, ali ti si tvojo identiteto popolnoma uskladil s tem? Ne eno, ne drugo, kaj ne rečem. Ne vem tudi, kaj bi pomenil popolnoma uskladil, ne? Po moje to ne pomeni, da nimaš skušnjav, ne? Svoba krvava pod kožo. Ja. Se pravi, tudi jaz jih imam. Imam tudi svoje bitke in tako naprej. Ampak, če vzamem v to formulacijo, ki si rekel ponotraniti celibat, pomeni, da ga ne spremeš samo kot pravno regulativo, ampak da ga začneš živeti na način posvečenosti, oziroma se v našem primeru, jaz kot redovnik sem dal za obljubo čistosti, se pravi neporočenosti. Pomeni, da to do te mere ponotranjim, da je to tudi moja spolnost posvečena Bogu. Pač pa res, da je to mogoče malo abstraktno slišati, ampak da je tukaj znotraj tega torej rodovitnost ne na telesni način, ampak na druge načine. No? Ja. Tako da je reč. Ampak glih v zvezi s to spolnostjo, ne, ki se mi zdi, da sva oba dva pripadnika ene skupine moških, ki mečkan več o tem govorimo zadnja leta, ne, še posebej prek te knjige, ki ste jo prevedli skupaj z Necom Škobernetom, pa Pot mladeniča z dekleti, pa prek vseh moških skupin, pa tako naprej, ne. Pa se mi zdi, da nas je kar par takih, ki zdaj malo lažje o tem govorimo. In velikrat od duhovnikov vse sliši na nek način, kot da to spolnost nekako oni preusmerite, darujete in tako naprej. Ampak ta spolna želja, domnevam, da v vas še vedno ostane nekako, ne? In da to preusmerjati, a to res tako deluje, da to preusmeraš? Dajva razlikovati med spolno željo pa spolno energijo ali kakorkoli silo. Dobro, ja. Ne, čakaj, željo pa energijo. Dobro, čakaj, lej. Ne, dobro, ker bi ful mi zanimiv. Spolna želja je... Skušnjava. Ne, spolna želja je legitimna želja, da bi zdajle se ubijemo žensko, se poljubilo, imel spolni odnos in tako naprej. To je spolna želja, ki je legitimna. A je? Ja, misli... Ne, govorimo želja. Nobena se pravi, misli želja, niso želja. Jaz si željo skozi misli predstavljam. Želja. Torej, da mi pridejo misli, pol je pa vprašanje, kaj z njimi naredim. Ja, ampak je še najprej pred mislijo želja. Lahko. Željo si jaz lahko še zmeraj dovolim, da imam to željo. Tako kot bi jaz rekel, pa sem, ne vem, bi bil hud diabetik, ampak jaz imam lahko še zmeraj željo, da bi pojedel kos torte. Ja. Pa ga ne bom pojedel, ne? Ker vem, da mi škodi, če sem diabetik. Zdaj, lahko jaz sicer se utapljam tudi v mislih, kako bi bilo fajn, ko bi jaz tisti kos torte pojedel, ne? Ampak še zmeraj zelo racionaliziram, pa rečem, ampak to ti bo zdaj škodilo, ne? Ampak to kar pobere ene energije. Ja, ali pa lahko rečem, zdaj, če greva nazaj konkretno, da imamo te torti pleteničili, lahko rečem, da je danes dan, ko se ta želja zelo močno prebudi. In ta prva stvar, ki je tukaj zelo pomembna, je tudi v kapelo. Pa to prinesti pred Boga. Se pravi reči, tole mi je zdajle matra, zdajle. Ne vem, sem videl eno lepo žensko, me zakuhal, ne vem, kakorkoli. Se pravi, to je eno, priznati si spolno željo. Ja. In je spolna želja nekaj legitimnega, normalnega, to se zgodi pri vsakomur. Ampak takrat je že v mislih, ne? Ja, pravijo misli, besede, dejanja, da so to kot v mislih je, da bi ti potem razpredil, kako bi to željo uresničil, konkretiziral. Tam je že problematično. Zato je tukaj, vidiš, tukaj se mi zdi, da je sicer lahko zelo tanka ločnica, ampak je še zmeraj pomembno, da znamo ločiti med željo. Če si tega ne priznam, bo hitro lahko enemu zanikanju ostal. Pa pač nekaj malo zabijaš dol, bo pa drugje ven užgal na drugi strani. Pač sistem veznih posod. No, sej to, koliko je tega, se bo šla nazaj, ker tudi koncept energije me zanima, kaj je to, če ni želja. Koliko je tega zabijanja med, ne bom rekel, med duhovniki, no?
Ali veš tega zabijanja, ki Zdaj, pa drugje. To je zdaj tako. Vezne posode, to je pa od gostečnika izpred 30 let. Ja, sem se zapomnil, dobro si se zapomnil. Jaz tudi, a vidiš, Ja. isti koncept imamo. No, skratka, če je pri vas to zabijanje, koliko je tega zabijanja? Ne, zdaj Matej, to vprašanje ne stoji, koliko je med vami. Ne? To je približno tako, kot v igri Jamski človek, ki reče, ki igra Uroš First, pa je tista monokomedija, pa mu žena reče, zakaj ste vsi moški prasci? Pa on, ne vem, jaz osebno sem prasc, zato ker... Mislim, tukaj je zdaj, zakaj vsi duhovniki, je to ne fair vprašanje. Okay, Lahko rečem... Jaz rekel sem, koliko je zabijanja, kolikokrat si vi v medosebnih pogovorih, ki jih imate, priznate, da ste to rešvali na silo. Skozi zabijanje, no, pa na en tak miren način, ki bi se pretvoril v nekaj rodovitega. Ja. Ker zabijanje te želje, tolčenje te želje se najbrž ne pretvori v nekaj rodovitnega, ali se mogoče tudi, ne vem. Ponavadi ne, ali zakrknenost, ali utrdelost, ali v deviacijo, bravo. ali kakorkoli. Tako kot travma podobno, ne? Se pravi, pol si ne dovoliš več čutiti. Ne? Ja. Čeprav to zdaj ni neko konstantno, prvič, niso te impulzi konstantno prezentni, in tudi drugo, ni nujno, da človek konstantno zabija. To je zadeva, s katero se mora tudi vsak moški soočiti, se lahko tudi impuls dobiš, ne vem kje, pa ne boš zdaj šel takoj v akcijo. So različni, kako bi rekel, dnevi. Tako da pač realnost tega je naučiti se s tem živeti. Prvič, kot sem rekel, priznati si, da je sploh prišlo do spolne želje. Drugo, a lahko to prinesem pred Gospoda in reči, le takole je, danes je tak dan, ki me lahko to načenja, recimo. In tretje, v resnici tukaj pa zdaj gre tisto, kar sem prej rekel, spolna energija, se pravi ta moč, ki se lahko čist kot v moškem prebudi, pa preusmeriti v ustvarjalnost. Kakršnokoli pa že. Se pravi, tle pa gre za preusmeritev. Absolutno. In tudi, se pravi, rodovitnost na drugačen način. Kako to v praksi izgleda? A znaš meni opisati en tak proces kemijske transformacije? Ja, zdaj, recimo, od tistega trenutka zabriši dele, ki so neprimerni. V smislu, čutil sem tako pa tako željo, potem sem šel v kapelo, pol se je pa zgodila ta pa ta transformacija in zaradi tega se je rodilo to pa to. Tako zelo direkt, vzročno, posledično, ni prva dva koraka držita, kot sem že prej rekel. Potem se pa lahko to, se pravi, kot neko odpovedovanje, malo nabira, pa dobi lahko, ne vem, meni je recimo nekaj tako blazno, nora zadeva, spraviti snemati kakšen film. Snemati, ja. Zdajle z režiserjem Davidom Janušičem snemava pač en dokumentarc trenutno. V kateri vlogi si ti? Producenta pa scenarista. Wow. In je to tista ustvarjalnost, ki na koncu pol izdelka ven pride, je neki, pa ne zdaj zato, ker jaz rabim nekaj zirka, ampak pač čist čutiš ono potrebo po ustvarjalnosti. Zdaj, če bi rekel pa manjko potomcev, ne sina, ne hčere, po meni ne bo, kot je na vodnikovem spomeniku tudi zapisan. Moram pa priznati, da pa so mi tukaj eno veliko veselje moji nečaki. Tako da to je pa druga stvar, in ker sem to zadevo toliko sprejel v svojem življenju, res malo tako napustil svoje otroke, da rečem tako, mi je to eno veliko veselje. Lepo. Ampak tale moška energija oziroma moška moč, se mi zdi, da si šele v zadnjem času moški povemo med sabo, da to obstaja. Saj v mojem okolju katoliškem je tako, v nekatoliškem se pa itak to še bolj zbanalizira v večini primerov. Se pravi, v tej knjigi sem že v ene 2 epizodi o njej govoril najbolj z Nejcom Škobernetom, pod mladeniča z dekleti. To piše tako, kot da moški to vse spozna in potem, če je pridno krščansko vzgojen, ves čas rečejo, da ne se s tem ognjem igrati. Potem pa, kaj pa star 25 let ali pa 30 ali pa 40, pa vsi pričakujejo od njega, da kljub temu, da mu nikoli niso dovolili se s tem ognjem igrati, bo znal skrbeti za požare kot ta najboljši gasilec.
Torej, ta moška moč obstaja, a ne? Absolutno. V meni kot poročenem moškem, v tebi kot duhovniku. Kako ti doživljaš? A si ti o tem že ves čas govoril, a ste sobrati govorili, a je to težko govoriti vam, ali je zdaj se to čas odpira? Jaz sem se moral te stvari precej odgovoriti, pa prepogovoriti, tudi sem, preden sem šel v samostan. A res? Pa tudi Ste imeli, je bilo nekako dovolj? Sem poskrbel za svoje duhovno spremljanje. Prav tudi v teh Tudi temah. v tem smislu. Tudi moram reči, da sem zelo hvaležen, da v času formacije, ko sem bil bogoslovec, sem imel vzgojitelja zelo v redu, s katerim smo se lahko tudi o teh zadevah odprto pogovarjali. Tako da. Koliko je bila to velika tema v času bogoslovja? Pri nas kar. Aha. Ne tako zelo na skupnostni ravni, ampak tudi delno, govorim kot bogoslovcev. Recimo, šli smo čez skupaj knjigo Celibat za življenje od Anselma Greena, kjer ravno o teh stvarih tudi govori, kot je spolna želja, ki se je treba priznati in tako naprej. In tako naprej. Tako da, ampak ene stvari lahko na, bi rekel, skupnostni ravni do neke mere se naslovi, reče, pač zdebatira, koliko je kdo zmožen, sposoben in pripravljen. Drugo pa je, kar lahko našteje oči po tem, se še pogovarjaš. Tudi te stvari, te pogovori so mi veliko pomenili tako z vzgojiteljem, kot tudi s povednikom, ko smo potem pač kakšne take stvari se pogovarjali in rekla, in to sem zelo hvaležen za to formacijo. Tako da ni bilo, da bi bila nula. Tle smo imeli zelo kvalitetno, sem hvaležen to. Ja, Bogu hvala. Ja. Je pa res, da kot si sam rekel, je problem, kar sem ga sam tudi poznaj začel opažati kot duhovnik, da katoličani, zdaj prav specifičen, katoličani v resnici v splošnem težko govorimo, pa pišemo v spolnosti. Protestantom gre dosti lažje to od rok. Tudi v končni fazi smo v slovenski prostor spravili še 2 knjigi, ki tudi na nek način o tem govorita, oziroma ena tudi o zasvojenosti, oziroma bitko s pornografijo, Klik k Bogu, ki je bila prevedena in šla pri Mohorjevi družbi, in je avtor protestant spet. Kada katoličani ne znamo ali pa ne zmoremo v spolnosti govoriti, presej teologiji telesa, ampak zmeri tist na neki meji, da bomo pa zapadli v moraliziranje. In tudi hitro se najde, danes, ko ima vsak lahko komentar na vse, se hitro nekdo najde, ki bo rekel, kaj pa zdaj to nek liberalizem, ali pa pač nekdo bo rekel, to je pa zašraufen spet, pa tako. Mislim, in je tukaj, kdorkoli bo mečkan glavo ven s povprečja stegnil, se ga bo porazirali, še posebej, če govorimo v neki veljavni sferi. Zdaj eno je, če naštir oči in nekaj drugega, ampak, a veš, v generalnem gledano, se mi zdi, da eno je, da gre za eno zelo notranje področje, kjer ga moraš zaživeti z odgovornostjo. In tudi z zavedanjem, da v tem rasteš lahko preko padcev. In da neke superherojske drže. Od zdaj naprej. Ja. Od tistega trenutka, ki je škaf roke na te položil, zdaj spane. Tistega trenutka, ki ste si izmenjali zakonsko zabljubo, pa dzank. Škam je bilo zelo povedno, če greva z tega področja, en tak zanimiv goreč grmček ali pa kar grm. Sem bil še bogoslovec in moj prijatelj, ki se je dobre pol leta pred tem poročil, sva imeli en dober pogovor in v tisti debati, v tem pogovoru pride ven tudi to, ker sem rekel, ja, stari, se moram kar učiti, tako živeti, greš zdaj poletje, prihaja noter, greš po ulici, vse zmer bolj izzivalno oblečene, včasih grem po čopovi, pa začnem gledati fasade, da kam drugam gledal, sem rekel, navšvrel sem ugotovil, da so tudi na čopovi v resnici zelo zanimive fasade gor, celo kakšni kipi, malo hecu, in on rekel, a ti misliš, da jaz, ko sem poročen, da pa teh stvari ne vidim, tudi jaz moram fasado gledati, tudi jaz imam s tem problem. In tisto je bilo zame tako res intenzivno, ker smo imeli zelo oseben pogovor, Ja. Je bilo zelo močno spoznanje, se pravi, zdaj ni samo nekdo, ki je samski ali pa ki je v celibatu, pač posvečenem življenju, ampak tudi nekdo, ki je poročen in to sveže poročen in ne z nekimi posebnimi težavami v spolnem življenju, da je še zmeraj normalen dejci, še zmeraj isto videti, ja.
In zaradi tega se mi zdi tukaj potem neko to zanikanje, zdaj pa je cementovno dogaja. Lej, jaz mislim, da je treba biti pri teh zadevah iskren, no? In predvsem najprej iskren do samega sebe. Pa še enkrat pravim, pot ni v superherojstvu, ampak v resnici preko spodrsljajev, padcev, tako. Ponovne našteljenosti. Tako. In v končni fazi tudi ne moraliziranja si, ne? Ker moraliziranje nam nič ne pomaga. Ti zdaj zelo dobro že na svete, ampak kaj pa ti opažaš, recimo pri moških, kako delamo s to močjo, laiki? Zdaj, če se malo še referiramo na knjigo, na katero si se že vsaj 2 ali 3 Pot mladeničev z dekleti, se pravi, nekdo, ki mogoče obupa in je v neki taki rezignirani moškosti, no? Ki vse naredil prav, ki vse bilo tako, kot so pričakovali od njega, zdaj pa razočaran, da ni tako. Da ni nagrade, ne? Ja, pa pridn je bil, ne? Ja. Pa je spolnost je počakal, poroke, pa pridn je bil, pa zvest je bil, pa delo, zdaj pa danes na suhem, ne, ali kako mi kdo reče, se jaz živim celibat, kot vi. Ne, ja. Koliko je tega zares v Sloveniji? Ne vem, to je zdaj tako vprašanje, ker nimam. Ne, pač imaš vpogleda malo več prek mogoče pogovorov duhovnih. Ja, ne vem, koliko je, težko bi rekel. Bolj mi je všeč to, da se dogaja spremembe tukaj in da so moški, ki si želijo iz tega ven izstopiti, oziroma ki si sploh najprej v prvi fazi priznajo, da je to. Da se sploh govori o tem. Ja, da je to. In da lahko pol naredi korak naprej. Ja. In da lahko pride do ene spremembe. In se mi zdi, da 40 leta to prinesajo. Ker takrat začne počasi moči pojenjati, niso več tako, kot si bil v 30-ih. In zdaj, otroci so, če bo kdaj, bajtal stanovanje je, krediti, kolikor to kupimo, da že poplačane, pa vse v ta glavnem, v službi smo dosegli nekaj že, kar še, mogoče mečkam še kakšna štenkca več čaka, ampak je več ne dosta, in pa se začne sprašovati, a to je za to, a smo se za to borili, Ja. Vprašanje pa, kje je pa tukaj potem recimo zakon. Čeprav to isto se dogaja tudi izven spolnosti, v karieri. Mislim, to je ta. Ja, jaz govorim čisto osebni drži, torej, ki se vprašaš v celoti. Tako, in rečeš, in kje sem zdaj? A je to zdaj to? Ampak se mi zdi, da ravno srednja leta pa potegnejo eni poglobitvi. Ja. Ker se moraš navznoter obrniti, si moraš kakšne stvari priznati za nazaj, pogledati, kako je šlo, kako ni šlo. Da nam zdaj svetov, da je v kateri praviš. Kar je v resnici delovalo. Ja, ampak kar je lahko tisto, če gledam zdaj sam na svoja kaplanska leta, pa sem iskreno pa na polno delu, a sem do kakšnih stvari rado precej kritičen. Rekel, ja, tole bi pa drugačno delal. Ampak zakaj? Ja, zaradi tega, ker sem se vmes pa še kdaj kaj polomil, ker sem kaj zaružil, zamočil. Ampak to je naša realnost. Mi se ravno in Bogu hvala, če se iz tega, ker nečemo torej na podlagi naših padcev, kiksov, stranpoti, če le znam nazaj prijeti, ampak z tega se lahko naučim. Kolikrat mi kdo reče, pa že lahko starejši, če bi jaz imel to pamet, ki imam zdaj takrat nazaj. Ja, sej si jo dubil s tem, ko si pač takrat pa takrat, kaj je to pa to polom, ampak jo imaš zdaj. In se mi zdi, da prav tukaj je huda skušnjava, s katero se kdaj moram še zmeraj sam boriti, da bi z neko hudo kritičnostjo gledal za nazaj, to pa ni bilo v redu. Namesto, da bi to objel in sprejel kot del sebe, kot svoje poti in rekel, lej, tudi to sem jaz. In Bog ne pričakuje od mene, da sem Superman, pričakuje pa, da bom kot Andraž skušal na njegov klic čim bolj odgovarjati in živeti tukaj, kamor me je tukaj in zdaj postavil, in se tudi sproti učiti ob svojih napakah. Čeprav res take napake povzročijo pol kar velike ranjenosti, ali se kdo loči, ali mislim, zelo težko je sprejeti pol take posledice teh napak, velikrat. Ja, nisem mislil zdaj samo izključno v zakonskem odnosu. Ali pa, tudi ali pa v karieri. Ali pa tako, In tudi, če se to zgodi, ali lahko objamem tudi
to, No, saj to kot sem del rekel. svoje poti. Včasih so te stvari tako velike, da jih ne znaš objeti. Ne? Ti odprem še enega od cukrov, o katerih si prej spraševal. Ko je nekdo, ki je tudi en tak brodolom lahko doživel v zakonu, torej ko mu je razpadel zakon, ali pa tudi z bluzu, ne vem kaj v lifeu, je najdel pot nazaj k Gospodu in sprejel tudi to kot del svoje življenjske poti, ki ga je oblikovala, da je danes takšen, kakršen je, in da se tukaj in zdaj trudi živeti z Gospodom in tako na konkreten način vero, ne nekaj samo poduhovljenega. Si rečem, lepo, hvala. To je milost. Ne? Pa ne bi rad, da se ne bo narobe razumela, relativiziral, češ, se pač se ločiš, kaj ćemo zdaj, ne, v smislu, da bi karkoli razvrednotil tiste, ki vztrajate naprej. Ne, ampak tukaj ne moramo dati ene uravnilovke, tako je in samo to je kalup ta pravega katoličana. Ne? Joj. Ja, ni, ne. Ampak se pa pojavlja, ne, ta želja. Vem, ampak to je skušnjava, to je temeljni konflikt, ki ga imel Jezus s farizeji, je ravno zaradi teh kalupov. Tako bi moralo biti. Ne? Ja, fantje, res je, sobota je, se ne vzdravljam, ampak ta je imel tako dolgo posušeno roko, ga lahko danes zdaj rešimo. Ne? Smo šli čez žitno polje, ja, fantje so bili lačni, da nehite težiti. No? Mislim, kaj zdaj? Tle so na eni ful zanimivi stvari. Katolištvo je lahko ogromno pravil. Ja. Kako ti gledaš na ta pravila? Zdajle si dvakrat povedal, da jih je Jezus kršil, ne? Ja, ampak Jezus jih je kršil zavestno zato, da je pokazal na njihovo trdosrčnost. Se pravi, ker zavestno jih je. Zavestno je kršil. Ne, to zavestno ja, napačno sem se začudil. Zaradi tega, da je pokazal na trdosrčnost. Ja, zaradi tega, ker je pokazal, lejte, ne sam, da je. Če si rekel, pa dajte, imela je posušeno roko, ali pa dajte, fanti so bili lačni, pol je zaradi trpečega kršil, ne zato, da bo mu dokazal. Ne, je še višja stopna. Zato, da je trpečemu pomagal. Je, ampak višja stopna je. On je pomagal trpečemu kot Božji sin. In ti, ki so najbolj pravoverni bili, niso dojeli, da je tam pred njimi Božji sin, ki dela Božje dela, ker je prišlo Božje kraljestvo med njih, kar je napovedal prerok Izaija. Slepi vidijo, gluhi slišijo, hromi hodijo. In ko je Jezus to delal, oni tega, ki so najbolj bili tate mate za to, farizeji, pismovki, oni se najbolj začnejo buniti. Torej, ne samo, kao ne bi smel zdaj na soboto pomagati. To je nižja stopna, višja stopna je, da niso prepoznali Božjega sina. In to govori o trdosrčnosti. Ne trdosrčnosti samo do unga ubogega človeka, hromega, gluhega, kakorkoli že, ampak govori o trdosrčnosti, da niso bili odprti, da je prišlo Božje kraljestvo. Da je Božji sin prišel med njih. Ja, ampak to še zmeraj po mojem nima veze s Jezusovim kršenjem pravil. Oziroma, ja, oni so bili zato, da je sprovociral in da jim je lahko pokazal, lejte, trdosrčni ste, ne? Zato se zanašate na pravila, ne? Ja, pač niso pravila ta glavna, ne, ampak no, to me zanima. Ljubezen. Kakšen je tvoj odnos do pravil v cerkvi? Mislim, pravila so zato, da tako kot ograja na stopnišču, če ti normalno hodiš, lahko, če imaš zdravo nogo, ne? Jaz do marca, ko sem imel živce na stegnenici. Hod brez ograj, če kamot. Lej, ko sem v februarju imel živce na stegnenici in sem komi hodil, sem takoj zgruntil, kjeri deli stopnišča pri nas nimajo ograje. Prej sploh nisem porajtal, da tisti deli nimajo ograje. Se pravi, takrat, ko si v potrebi, rabiš ograje in si moraš oprijeti. In pravila so zaradi tega, v katerih se lahko oprimeš, da lahko hodiš. Takrat, ko normalno hodiš, ko zdravo hodiš, veš, kako je. Se pravi, če hočeš z drugimi besedami, če jaz kot kristjan skrbim za formacijo svoje vesti, za formacijo svoje duše, za odnos z Gospodom in tako naprej, potem mi neka pravila mi bojo samo po sebi normalna in samo po sebi umevna. To me je spomnilo na en stavek od brata Rožeja iz Tezeja, ki je govoril o tem, da velikokrat delamo dobre stvari iz ljubezni, ampak potem pa ljubezni zmanjka, takrat je pa na vrsti postava,
In postava je, dokler ljubezen spet ne potrka na vrata. Ne? Odlično, in to je to, ja. Ja. To je to. Recimo, evo, dajva en čist, ja, butast, kakšen je to primer, banalen primer. Meso ob petkih. Kaj je zdaj s tem pravilom? Prvič, deva si malo bolj širšo sliko vzeti. Tukaj smo Slovenci specialisti za to, a ne? Okay. Ja, pa mogoče še naši južni sosedje pa tako. Tega konteksta ne poznam, mi je zanimivo, razlož. Drugače, jaz tudi v Italiji, tudi v petkih je prišlo meso na mizo, pa tako naprej. Ne, govorim med letom, ne v postnem času. Ne. Ja. Se mi zdi, da se je ravno v tem našem prostoru tako zelo skoncentriral, tudi še posebej v postnem času. Predvsem, da je bistvo postenja zdržek od mesa. Kada se to samo okrog tega vrti in da je to tisto, kar je bistveno, ne pa spreobrnenje srca. Mislim, in kaj bo zdaj vegetarijanci rekli, pa vegani, mislim, katoličani, ki so vegetarijanci, pa kakšni, ki ne poznam, mislim, ljudi, ki v resnici niso nič deklarirani za vegetarijanci, ampak pač ne jejo mesa. To njega ne tangira. Prav, ni poanta v tem, ampak je poanta v tistemu spreobrnenju srca, torej, kateremu smo povabljeni. No. Itak ni poanta, to veva, da pač ni bistveno. To smo že v prejšnji rundi dojela, da plavila niso bistvena. Mene je zanimalo, kakšen je tvoj odnos do tega, v smislu, a se te ograjice držiš, a se jo rajš držiš, ali ti je vseeno? Ja, samo, a veš, kaj je lahko tudi problem? Ker če bomo petek jedu ribo, je riba boljš kapšanc, ne? Mislim, tako, se ne govoriva zdaj, da bomo jedli hobotnice ali pa ne vem, karkoli tacga, ne? Ampak, mislim, če zdaj pač o okusih ne bomo razpravljali, ampak v čem je potem postenje na petek, ne? Ja, če me zdaj eksplicitno vprašaš, torej o petkih načeloma ne mesa, če sem kje na poti, bom pa tudi kakšen sendvič ali pa bom tudi tako rekel, če bom kakšen petek prišel komu na obisk. Pa če bo, ne? In bo tam na mizi, ali pa da bo pač tam neki zrezki ali ne vem kako, ali pa da mi nekdo pri nas zdaj v dolini, ne, sem na Nazarjah. Tam je veliko tega, ne? Pa bo narezal savinjski želodec. Pa mislim, prvič, jaz nisem Tumas, zakaj ga ne bom jedel, drugič pa predvsem, kar bistveno, jaz ga bom prizadel pa užalil, ker to njegov pridelek, mislim, to je on izdelal in to je kar težko. In je savinjski želodec je zahteven postopek za predelati, razumeš, ne? In zdaj jaz tam rekel, ne, oprostite, danes je pa petek, pa jaz nam jedem mesa. Ja, lepo, a ne? Mislim, tako, v bistvu s tem tudi onga razvrednotaš in ga prezadaneš, ne? Meni je zelo močna stvar tudi pri našem redovnem ustanovitelju Svetemu Frančišku, a ne? Ko so to prvo bratstvo, ko so živeli skupaj in je bila še majhna skupnost, a ne? So bili kar te stroge poste pa tako naprej in se je enkrat en sredi noči zbudil in ga je žulel, ne? In je rekel, v redu. In še vse ostale zbudil in potegnil kruh ven, nekje vsi bomo jedli, da ne unga sram. Ali pa kakšna druga varianta, ko je bil nekdo tudi tako, ga je vzel, sta šla v vinograd in sta ubrala grozd in ga pojedla skupaj. Tako, in ga je tudi skupaj z njim pojedel, zato da mu ni bilo težko, ne. Tako, no, pač. Pastir smrdi po ovcah, ne. Ja, učitelj se na nek način poniža za učenca oziroma poniža. Ja. Gre iz svoje perfekcije, tako bomo rekli. Ne? Ja, ker je ni furo perfekcije, ampak je iskal v resnici Boga, ker tisto postenje in odpoved je bilo v smislu narediti v sebi prostor za Gospoda. Odstraniti tisto, kar me mami vleče stran in kakorkoli. No. Fino mi je bilo, ko si že bratstvo omenil. Meni se ravno to bratstvo, še posebej med nami možmi, zdi tudi ena stvar, ki zadnja leta več dajemo poudarka, prek različnih moških skupin, Exodus, bratovščin in podobnim. Pa sem te hotel kot frančiškana vprašati, kako ti gledaš na to bratstvo med možmi. Vi ga živite vsakodnevno, pa kako gledaš pol na nas laike, ki pač smo po zakonih ali pa tudi na kakšnih drugih oblikah življenja, kakšno vlogo ima za nas bratstvo? Če znaš kaj primerjati tvojo obliko življenja bratstva, pa mojo recimo, ne? Je drugač. Tak je,
kot si omenil, moške skupine in tako naprej, Ja, je na neki prostovoljni ravni. to je res, ja. Ti prijaš ali pa greš, ali pa ti ni ta moška skupina v redu, pa se v eni drugi najdeš in tako naprej. A ne? Pri nas je vendarle skupnostni način življenja, ki je drugač. Ampak, če zdaj sprašuješ neposredno o teh laiških skupinah, ki so, se bom navezal še na ono prejšnjo vprašanje, torej to iskanje moškosti oziroma resigniran moški. Jaz mislim, da je lahko moška skupina, če je moški pripravljen res na sebi nekaj narediti, nekaj izjemnega, ki ga lahko vrne nazaj. Domov boljšega. Kar pa ne pomeni, da je to v prvi fazi, ker ponavadi v prvi fazi bojo vsi alarmi prižgani. Samo, a bo znal in zmogel v tem zdržati. Kaj to pomeni? Ja, Da bo prvi pri sebi fazi- spoznal ene Ja, stvari. ko bo ki pri niso sebi kul. začel spoznati, pa bo kakšne spremembe potegnil in že sam jih bo težko potegnil, verjetno bo žena takrat vse alarme prižgala, kaj se dogaja. Ja, ne. okolje se začne odzivati, ne, tako. na Ampak, spremembo. ampak v resnici se mi zdi, da je lahko to nekaj, kjer najdeš ob drugih moških svojo moškost. Še posebej tudi eno potrditev moškosti, še posebej, če nisi mogel doma dobiti. Če te oče ni v tej moškosti potrdil. Tak ali drugačen čin, pa ne da bi zdaj kogarkoli obsojal, da se nam razumemo. Pač, ali ga ni bilo, je bil čustveno odsoten, ali kogarkoli že, ni znal, ni zmogel. Pač. Ampak ti, kot odrasel moški, ki ti to do neke mere manjka, lahko do neke mere to odpreš, začneš rasti v tem in na koncu koncev sam odkriješ in prepoznaš to moškost in potrditev, ki imaš v resnici pred Bogom očetom. In tukaj noč se mi zdi, da so lahko te skupine ena dobra pot. No. Seveda, take zadeve zmer stojijo, pa padela z voditeljem, ne tudi pomembno, kako, kdo je tisti kapelj, ampak se mi zdijo take stvari zelo dobre. No. Mogoče Exodus, Oziroma, ki si omenil. No. Predvsem se Ja. en diskurs ustvarja, ki se v mešanih skupinah ne more, pa ki se tudi na pivu ena na ena praviloma ne, ker ne gre toliko na globoko, oziroma ni toliko moderirano. Ne? Tako, ker je moderno, strukturirano, tema bo ta in ta, in tem se pogovarjamo. Ne? Ja. In tam, kjer so v skupinah noter, tako da je določeno pravilo, bodi iskren, bodi odprt, da je sebe ne razmišlja o drugmu, in tudi, ko zaključiš tem, se ne ukvarja z tem, kaj je pa Janez ali pa Miha rekel, ne? Ampak glej, kje si ti. Ne? Je to tisto, kar se mi zdi bistvenega pomena, pa drugim ne razlagi. Ne? What happens in Vegas, stays in Vegas. Ne? Ja. Tako, v tem smislu. Ta je. Ja, no, mislim, se pravi, ta vidik V zaupnosti. Vegasu ostane marsikaj. Dobro, frazo sem imel, vse veš. Ampak je dobro. Ja, ampak a veš, da je poanta, da se jaz ne ukvarjam z drugim, ampak s sabo. Sem pa z drugim tudi zato, da mu pokažemo gledalo, kot ga tudi on meni. Ne? In to je, jaz vidim tukaj eno veliko dobrobit in Bogu hvala, da se te stvari spreminja, ker vse ostalo, kar je ali potem nek izrojen mačizem, ali pa neko tako poženščena moškost, ki načudnoča tudi, ne, a ne? In tukaj se mi zdi, da je fajn, ker to zakurte dece, razumeš, to je ono akcija, mi smo za in čutiš tudi malo tistega klanovske pripadnosti, Ja. kako naj ti rečem. Redna Ja. kultura tega ne omogoča. Ja, toliko več, ja, ne. to je problem. Veliko elementov kulture, naprimer vojska, skupno delo, fizično, zemlja, šlo. No, zdaj pa poklič teh ene 5 ali pa 10 prijateljev iz te moške skupine, ki rečeš, stari, moramo ene stvari preseliti, pridete pomagati. Kakšna je dinamika. Pridejo. Tudi pol iz tistega ven se zgodi. Pridejo. Ja, vse zato pravim. In je tisto delo, ki je potem po vseh tistih pogovorih, odpiranju srca, ampak se mi zdi pa vsem bistveno tudi to. Rekli smo eno, kar se zgodi na moški skupini, ostane tam. Ampak bolj bistveno kot to je, ali se jaz spustim toliko preoblikovati in da me to vrne boljšega v moj zakon in mojo družino. To je pa ključnega pomena. Ja, na meni je to, ne.
Ja, točno to, da ni zdaj zdaj pa jaz tam, pa imam zdaj nek paralelen sistem stran od svoje žene, in ki je sitna in ne vem kaj, bla, 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 bla. Tam bom pa jaz že mal se na bildu, pa bom potem do naslednjega srečanja pač probo preživeti s tem. Se pravi, kakšna je po tvoje razlika med vašim bratstvom kot frančiškani, pa med tem nisem čisto razumel, pač si prostovoljne sta obe v bistvu, kaj si rekel? Že, ampak tam je neka fluidnost v teh moških skupinah, pri nas je pač, mislim, je pritok pa odtok, ampak... Ja, ampak se tudi malo zmenite, jaz s tem le res nisva za skrb, da imamo malo drugače obrniti, pa tako naprej, ne? Ja, sam ne temelji na taki tovrstni strukturiranosti, kot temeljijo moške skupine v tem smislu. Ampak moraš ti znotraj tistega, to, kar si rekel, tudi če z nekom ne pašem skrb, je to še zmer moj brat, ga ne morem ščrtati ven. Ali pa reči, ja, zdaj pa če ni če pa on pa dzak, ne? No, ampak meni je bilo pa v Bratovščini glih to, pa rekel, da so 1-2 leti je bilo res tako dobro. A veš tist, ka v nedeljo si skupaj zberemo eno stvar iz pravil, ki jo bomo kršili, in poljo vsi isto, ne? Ja. A veš, pa je brez veze to, mislim, vsak bi svojo, pa je, ne? Ampak glih to, zaradi bratstva gremo v to, ne? A veš, nisem tist, da bi, veš, kaj mislim, je malo več narediš, kot pa zgolj z namenom, ne? No, jaz imam tukaj samo eno provokativno vprašanje, ki sem ga hotel prej dati. Jaz sem slišal, pa... Si ga hotel preslišati, ne? Nikakor. Mene zanima Exodus 91. Ja. Pravi, kaj bo potem po 90 dneh? To je že fajn, da ti, tako kot Jezus v uni priliki poje, da hudiča ven rukneš z bajte. Sprav, vse te stvari, vse te vaje, asketske vaje, treningi in tako naprej, vključno z mrzlim tušem, ne? In tako naprej. Meni je bilo to najlažje. Jaz imam to že čez 1000 ponovitev, egzamen pa največ 20krat naredim zaporedoma. Tako da... No, ampak moje temeljno vprašanje je, kaj bo potem? Ker kot Jezus prav priliki, kad ti vržeš hudiča ven z bajte in jo spucaš in si ves srečen, kako je vse lepo zrihtan, ne? Bom prišel, pa bo druge prevlekel nazaj, pa bo še večja potrtija. Torej, nekdo mora bivati v tisti hiši. Ne samo, da jo spucamo, ampak da je naseljena. A je to vprašanje zame ali je nasploh? To je malo retorično, ne bom rekel. Ne, ker moje opažanje je, da Bratovščine ostanejo skupaj in tistih 90 dni doživljajo kot včasih vojsko, veš, to smo pa dali skozi, ne? Ampak da ostanejo skupaj in grejo pol na eni bolj življenjski ravni, verjetno še globlje, zato ker je pač, veš, kaj mislim, odvisno zdaj spet isto, koliko procentov jih ostane skupaj, ne vem, ampak poznam sigurno več primerov, kot je prstov na eni roki, ne? Da so... Odlično. Da je to pol, ti zgledaš kot neko formacijo, ne? Moja provokacija je bila predvsem v tej smeri, če jaz želim neko razvado ali kakorkoli se znebiti. Ja. Če bom 90 dni skozi dril šel, kaj bom naredil 91. dan, ko tega drila ne bo. Bolj v tej smeri, ker je tukaj, zato pravim, je pomembno to, kar si zdaj tudi sam rekel, ta vsebina, ki jo damo noter, ne? In odnosen raven, ne? Tukaj je pa tudi ena zanimiva stvar, ki je mogoče meni zanimiva s tabo predebatirati. Jaz sem videl učinke Exodusa 90 na svoji koži in na koži drugih, dobre in tudi kakšnega slabega, ampak absolutno sem tako orang prevagajo dobri. Hkrati je pa moja se je skozi čas izkazalo, jaz nisem vedel, najbolj sem bil skaut, ne, pa tako od duhovnih barv duhovnosti, ne. Se je pa izkazalo, da je moja barva duhovnosti najbolj ta, s katero sem tudi zdaj en teden nazaj prišel z družino tezejska, ki je pa v bistvu totalno nestrukturirana, ekumenska, zelo brez nekih pravil za vse. Veliko je na odpiranju, zelo veliko je na tudi socialnih hišjih. V bistvu in to sta zame dve duhovnosti istega spektra, ampak čisto na različnih koncih. Exodus 90 je ultra vojaška, nisi bum,
teze je pa zame una. Ne vem točno, kaj bi te vprašal, mogoče za feedback, ali pa kje na tem spektru si ti, a sploh si v eni točki, ali tudi imaš razpon tega, mogoče Boga doživljaš kot poveljnika, enkrat pa kot hipijevskega prijatelja, s katerim spijete pivo ob ognju, oziroma kakšen je zares Bog, Kakšna je pa tvoja barva duhovnosti? Evo, to se mi pa zdi še bolj dragoceno vprašanje. Barva duhovnosti še nisem slišal, kaj pa to zdaj misliš? Ja, je moj, ja. Ja. Je moj, ja. Ja, Se mi zdi, da recimo, če greva spet paralelo, mogoče ti bo tako lažje razložiti, mož pa žena, po moje, ene teme odpirata, ene ne, razvijajo se neki posebni izrazi. In podobno z Bogom se mi zdi, da, a veš, eni imajo Boga, a veš, te načini poti do Boga so različne. Enemu ne bo pasala te za iskamolitev, pa tam sedeti na tleh. Enostavno ne bo mu zagorel srce, a ne? Ne vem, meni tradicionalistična nisem še probal sicer, ampak mogoče mi je že samo zase preveč v pravila ukleščena, pa v to, da to je modernistično, to ne del. Skratka, ne vem, a sem zdaj razložil približno, ali še ne? Ja, mislim, zdaj dejansko ne verjameš v izraz barva duhovnosti. Ne, nisem ga ne znajdem se znotraj njega. Ja, zdaj ti si naštel tudi različne tipe duhovnosti in sprašuješ frančiškane, ki izhajajo iz Frančiškove duhovnosti. V redu. Ja. In to ni samo zdaj zaradi tega, ker je pač to naš rodovni stanovitelj in ampak v resnici se v tem. Kaj pri njej? Kaj pri njej? Jaz sem vedel, da boš rekel Frančiško, mislim, da bo nekaj v zvezi s Frančiškom, ampak kaj pri tem? Preprostost, to, da daš naprej. Jaz sem imel priložnost s kapucini družiti v Štepancu v skavtskih časih, in mene je najbolj to nagovarjalo, dati naprej, to, da so vedno skupaj, to, da ne komplicirajo, da so dostopni. Ti govoriš zdaj o načinu našega radovnega življenja, ne v duhovnosti. Okay. Frančiškova duhovnost. Ampak sadovi so to, po moje. To so sadovi, ni pa to. To so sadovi, ni pa to tisto, kar bi rekel kot duhovnost, ki zaznamuje tvoj odnos z Bogom. To je že rezultat tega lahko. Okay. Se pravi, temeljno za Frančiškovo duhovnost je v resnici uboštvo, razlaščenost. Prelom v odnosu do Boga je, ko se Frančišek sleče pred asiškim škofom in izroči vsa oblačila svojemu očetu nazaj. Kar pomeni, ničesar nočem imeti, kar bi me vezalo na očeta, ali pa kar bi bilo predvsem pol med menoj in Bogom. Jaz dolgo časa nisem zastopil pojma oboštva. Ko sem bil v noviciatu, je bilo meni noro. Meni se zdaj celo, da je Frančišek prav obseden s tem oboštvom. Ampak, ko sem pa enkrat doživel, bi rekel, en tak milosten preboj mentalen, da sem dojel, kaj je bistvo tega oboštva. Se pravi, ne želim imeti ničesar, kar bi blokiralo odnos med menoj in Bogom. In tukaj se nazaj vrnemo k tistemu spreobrnenju, k tistemu postu pa meso, ko smo rekli. Ja, da jaz pogledam, kaj je tisto, kar blokira odnos do Boga in da začnem tiste stvari ven metati. A so zdaj to ekrani, a je to zdaj taka in onaka razvada. Pač, tako, no. In tukaj se mi zdi iskati vse tisto, kar uvira in onemogoča odnos, pristen, globok odnos z Bogom. In je to konstantno, zaradi tega nas pa Jezus spodbuja k čuječnosti. In tukaj je potrebno biti čuječ. Jaz vidim pri sebi, je treba biti ves čas naprej, že preverjati, ali je kompas naravnan na Boga, ali je se spet obrnil na Andraža in se Andraž vrti okrog svojega popka. Tukaj pač naša, bi rekel, človeška padla narava bo vedno vlekla na svojo stran. Ampak bistvo duhovnega življenja, kot ga jaz doživljam, je naravnanje kompasa nazaj. In še enkrat, kot sem že prej rekel, nazaj. Ne, da bom postal Superman in Bog ne pričakuje, da sem jaz zdaj kot kristjan popoln, brezgrešen in tako naprej. Sam da si obrnete. Tako, da je moje srce obrnjeno k njemu. In včasih so lahko tisti trenutki, ki fajn zaružen, ki se bi lahko zelo trmoglav in tako naprej. Interesno po teh, ampak so mogoče lahko včasih tudi to tisti najbližji trenutki bližine z Gospodom.
Veš, kaj si mi zdaj dobro povedal? Da je Frančiškovo slačenje bilo z namenom odstranjevanja ovir med menoj in Bogom. Ena tema, ki sem jo tudi že hotela obdelati, oziroma sem jo jaz hotel s tabo, ker smo že imeli ta pogovor, je status. Ne? Status je, ko smo se pogovarjali o moških, zelo velika stvar pri moških. Ne? Konec koncev ti rabiš status za osvojiti samičko. Ne, moraš za enim čistim luzerjem ne bo šla nobena. Status je nekaj, kar nam pomeni, ko nekaj dobrega naredimo, ko smo uspešni in tako naprej. Po drugi strani se mi zdi, da ta knjiga Potmladična z dekleti, kjer je referenca številka 3 ali 4, je prva, ki status opredeljuje kot nekaj neslabega, kot nekaj neutralnega. Ne? To, da če imaš status, to ni nič slabega, konec koncev. In se mi zdi, da se je Frančišek, torej jaz sem slačenje Frančiška gledal skozi odpovedovanje statusu tudi. Se pravi, Frančišek se je slekel, zato da je izgubil status sina od unga, kaj Bernardona, ne? Ja. In sta konec koncev je postal klošar, ne? Slekel se je tudi v bistvu s tem pokazal, da je brezdomc na nek način. Ne? Frančišek se je odpovedal statusu bogatega meščana, privilegiranca v tedanji družbi, če rečemo, in se je zavestno odločil za status manjšega. Ja. Manjšega. Se pravi, je zamenil status za drugega. Ja, ampak ga je zavestno izbral status. V bistvu game je izbral, igro je izbral, ki jo bo igral. Ne? On ni bankrotiral. On ni obubožan meščan. On je sin bogatega trgovca, ki je bil očiten dedič in se je temu odpovedal in je se odločil, da bo postal najnižji, najmanjši. To je status. Zato, najnižji je status. Ampak je on izbral ta status. Ampak v tem gameu je postal najnižji. V tej igri. Veš, kaj mislim? Če življenje gledaš kot 20 paralelnih računalniških igrc, pa en bo igral igro denarja, eden igra igro, koliko bo imel družino pošlihtano, en igra igro, koliko ne vem. Jaz gledam na Instagramu enega tipa, se mi ga skozi meče naprej, ki ima prodajalno avtomobilčkov, modelčkov in rastura vse modele 1:64, 1:... To je tip star, tako to, kaj jaz. A veš, tako. Se pravi, on igra ta game. Ja. A veš, kam in dejansko nagovarja množico ljudi, ki pač te modelčke zbirajo. Igramo različne game, ne? In Frančišek je spremenil game. Ne vem, če. On je samo status spremenil zaradi zavestno, zato, da bo osvobojen vsega za Boga. In takrat ni imel on plana, da bo naredil, zdaj bomo pa mi da bo največji car med svetniki. Zdaj bomo pa mi na ured ustanovili. Ampak preprosto jaz želim biti z Gospodom in želim temu odpovedati, ker mi privilegiranost, ker mi materialna privilegiranost, še posebej v primerjavi z mnogimi revnimi okrog mene, omogoča neko komodnost, blagostanje, ampak vrtenje okrog samega sebe. Okay, in prazno življenje. Je status nekaj slabega. Ker praviloma se pravi, v kjerem koli statusu napreduješ, recimo, da si v karieri višje, da si bolj bogat, da si ne vem kaj, te ponavadi ne približa Bogu. Ne? Ni nujno. Ni nujno. Mislim, se imaš tudi med papeži pa škofi svetnike. Če bi rad v hierarhiji ali karieri, kako to pomenuješ. Mislim, ampak Frančišek pa je percipiral kot slabega. Ne. Ta status. On se je postavil na status manjšega, zato da bo odprt za Boga in da se bo približal tistim, ki so najnižji. Kaj pomeni status manjšega? Je ta zadnjega v družbi, nepomembenega. Niko in ništa, če hočeš. Ja. In zaradi tega, ker je bil nihče, je postal nekdo. Ja, no, sej. Vem, ampak njegova prva percepcija pa bila, da bo postal nekdo s tem, ko je hotel postati vitez. Ki je hotel kariero delati. Ja. No, ampak potem, ko je doživel to sprebrnenje, se je v bistvu razlestil vsega, pa mu pa Bog dal čisto neko drugo perspektivo. Se pravi, ja, neka kariera v narekovajih je bila položena van, samo ne na način, kot si je on predstavljal. Tukaj lahko dam začetek najnega pogovora, kot sem si jaz predstavljal, Tako, ja. da bom poročen, Ja. ampak je treba to pustiti.
Torej je vaja v odrekanju tega statusa privilegiranca samo v Frančiškovem primeru bila dobra ali jo priporočaš večini državljanov? Ne gre samo statusa privilegiranca, gre za odpovedovanju tistim stvarem, ki mene trgajo od Boga, ki meni onemogočajo. Lej, tep lahko videoigrice so tiste, ki te bojo potegnala, ne? Ne vem, meni bo lahko dobra hrana, ki mi bo potegnila stran od Boga, ne? Ali karkoli pa že. Ima stvari, reč, lej, tukaj je problem, tole trga, dej stran, ne? Tukaj se mi zdi bistven poligon, kjer se stvari igrajo, oziroma predvsem, kjer je bistvena igra umikanje pogleda, premik pogleda sebe na Boga in na drugega. Ker je vedno ta naša ranjena narava bo k temu egoizmu, k sebičnosti tišala. Lahko zelo odkrito ali pa zelo prikrito. In ti gledaš, da si to je tudi povezano s temi gorečimi grmi, ki so veliki pa majhni. Ne? Veliki so, mogoče te definirajo v življenju, majhni so pa vsak dan. Ne? Ti gledaš, da si to naredil takrat pri 25, tako v veliko večji meri, odstranjeval ovire. Kdaj so bila pri tebi obdobja ali pa trenutki, ko si najbolj uspel ali pa ti je bilo dano odvršiti te obleke, odstranjevati ovire? Kako to kalibracijo izvedeš? Rekel si že, recimo, da če imaš skušnjavo v zvezi z moško željo, da greš v kapelo. Ne? To je na nek način to, da odvržeš obleko. Ampak je še več drugih stvari, ki se ti sprot naberejo. V resnici gre lahko, ker tukaj stvar ni zdaj v operativi, ne pomeni, zdaj pa jaz tako zelo rad jem Nutello, to je pa zdaj ta glavni problem. Ne? Ti ne veš, kdaj se ti to sploh ušunja not. Ti sploh ne veš, lahko, dajmo reči, ne vem, v enem obdobju. Sploh nisem vedel, kdaj sem jaz spet začel ene novice brati. Pa sem se že odločil televizije in sploh ne gledam, ampak tako sem bil 20 let, ne da bi kakšne novice spremljal, pa tako. Ker so mi brati, ki radi spremljajo vse sprot poje, tako da ni bilo treba kaj, in so že sfiltrirali. Ampak v eni fazi pa mi je kar začel, pa sem začel malo poneti, pa zakaj zdaj to rabiš? Zakaj to rabiš? In prepoznati tako zadevo, ki te kar nekam pol potegne, pa kar pol iščeš, pa še tam, pa kaj na uni spletni strani, pa kaj tam, pa kako pa uni poročajo o tem dogodku. Ne vem, tukaj ima vsak neke svoje stvari in tudi za različnih obdobjih so različne stvari, ki se ti upelejo not. Zato se mi zdi, da je ta čuječnost, s kateri nas Jezus spodbuja, se pravi ta duhovna čuječnost. Kje je moj pogled? No? Kje je moj pogled? Ali je usmerjen na Boga, ali ni usmerjen? In to zdaj govorimo lahko za posvečeno, ali pa zakonsko, ali samsko življenje. Tukaj nima veze, ker ima vsak tudi svojo pot in svoj način življenja. Ampak, a je Bog na prvem mestu? A je v kapelci mojega srca Gospod na oltarju? Ali sem jaz, ali so neki drugi maliki? In se to se nam utihotap noter. Včasih to ne vedimo. In zato pravim, da ni pot krščanstva, pot nekih herojstva. Ja, ker ima vsak svoje... Ampak bi prej rekel detektivstva. Ja. Ko ti moraš odkrivati tega hudirja, ki se mi je spet ušunjal noter. Ne? Mislim, čudovito to prikazuje film Hudičev advokat, ki ga igra, ki ga je podobil Al Pacino, se je star film z leta 99, ampak kako celo sam Al Pacino na koncu tak famozen stavek reče, to je kultni stavek iz filma, reče vanity, definitely my favorite scene, se pravi nečimrnost, napuh, zagotovo moj najljubši greh. Tako, in je poanta filma res v tem, kako na koncu gotoviš, kaj te za vsakim uvinkom čaka past. In to bojo in bojo tako do smrti, na tak ali drugačen način. Če tudi bom lahko nekdo na bolniški postelji priklenen, bom imel pa tak ali drugačne napade. Parkrat v teh svojih 50 letih sem že doživel
tisto občutek popolne slečenosti pred Bogom, ki te potem sprejme, ne? Ko v bistvu malo povezan z molitvijo izročanja, ne? Da izročiš vse. In si potem malo bolj svoboden, pomirjen. In tudi tako prakso ima tale John Eldridge, ki ima ta pauza, prav aplikacija je tudi na spletu, ima prav take molitve, vzem vse, izročam vse, ne, karkoli že je, pa so bili klici, pa so odnosi, pa so to, ne, in mi ne uspe velikrat, a bi to, moje vprašanje zate, do katere mere se poistovetiš s takšnimi doživetji, oziroma a je to tudi malo tega Frančiškovega? Ja, tukaj prijo do tisto, kar so prej poimenovali bomboni, cukrčki, ne. Se pravi, tisti močni momenti, ki lahko bližina, ne bi zdaj rekel, da je to specifično Frančiškovega, ampak... ampak slečenost, zaradi tega elementa slečenosti, absolutno, ne? Absolutno, ko se mi zdi še bolj to razoroženost včasih, ali pa padec, ali pa nekaj, kar ti ni uspel, ne? In nekaj, kar sem ugotavljal v neki fazi s pogledom nazaj, torej, da sem se zanašal na svoje moči, da sem svojih stok skrbel in se zažrl s temi skrbmi in tako naprej. Ja. In pol, ko to butneš pred Boga in rečeš, lej, v resnici ne, spet sem stavil sam nase, ne. Spet sem te ven iz igre vrgel. Ampak mu moraš zaupati, da ima on boljšo pot. Ne? To pa ni lahko. Ne? Ni. Mislim, mnogi ljudje ne pridejo do tega, kakorkoli je to zdaj napuh, mogoče moj. Ne? Ja. Ampak ne, izkušnjava tukaj konstantno navzoča. Razumeš, bom jaz. Bom jaz. Ja. Mislim, vse te stvari so zobeti v vseh treh puščavskih izkušnjavah tam not. Ne? In to je, govorim kot duhovna dinamika, ki se nam vsem dogaja lahko. Ne? In ja, sej zato pa so včasih padci, milostni trenutki, ko se nehaš zanašati na svojo moč in na koncu ugotoviš, da si se pač premalo vklenil Boga. In mogoče tudi zato, ker reče, ja, krščanstvo je za stare bakice. Ne, jaz mislim, da starejši ljudje so tudi zaradi pešanja fizičnih moči, tudi zaradi lahko težkih življenjskih preizkušenj, skozi katere so šli, bolj odprti za Boga. Ja. Ker ko si ti mlad, si tako poln samega sebe, ti iščeš, kje boš ti, kje boš ono tretje, četrto, kje se boš uveljavil, kaj boš ti, in ni prostora za Boga. Kam bo Bog vstopil, če ti pokaš od svoje moči in svojega jaza in uveljavljanja samega sebe. Poka pa začne malo pešati dol, pa ko začne moči upadati, pa ko vidiš, da pa ne gre več tako, pa stvar rata bistveno drugačna, ker človek prije proti Abrahamu ali pa ga prečka, je pa ja, tik pred, ne. No. Pa vidiš, da stvari niso več, koliko je bilo v 30 letih, ki je bil 30 star. Ne? Ja. Ej, za zaključek, hvala ti za vse te res močne besede, ampak imam še zaključno vprašanje, a se ti zavedaš svojih brutalno iskrenih, rečva temu, besed? A se zavedaš, da si, mislim, a veš, vsazga bi znal s čim pohvaliti, tako da jaz te ne glorificiram zdajle, ampak a se zavedaš, da si med duhovniki eden od bolj duhovnikov, ki komunicirajo možatost tudi preko jasne, fizikalno utemeljene besede, ki je pol lahko blizu. Zdaj ne vem, to lahko ti tako rečeš. Ja, fizikalno utemeljene fizične besede, potem. Fizikalno utemeljene pomeni izkopane iz konkretnega lajfa. V redu, moj hec na to bo nazaj, da ja, zelo fizikalno, ker si pravi, da ful zjam. Jaz samo normalno tako govorim. Tako da moji bratje pravijo, če govorimo o samostanskih hodnikih, ki so teatrijski, da me že iz ovinka že slišijo prej, preden me vidijo. Ja, itak. Tako da ja, zelo fizikalna beseda in zelo glasna, včasih zelo moteča in nadležna. Dobar, si spelal, drgam. To je najna skupna hiba, tudi meni to rečejo. Hvala, Andraž, da si bil moj gost, pa naj te Bog še uporablja naprej kot svoje orodje. No, ali za tele stvari mečkam bolj površinske pogovorne, ali pa tudi za one, ki so skrite po življenjskih spovedih, kjer se najbolj čutiš.
Hvala za povabilo in hvala za to, kar tudi ti počneš, da s tem, ko sam znaš podklekniti pred goreč grm in se zucem dale dol, da lahko tudi prav s tem svojim gorečim grmom in grmi, katere vnemaš skupaj z drugimi, da lahko s tem tudi vnemaš srca drugih. Tako da s tem odpiraš za Gospoda in to je tudi en način, kako prinašati veselo oznanilo v ta svet. Ta res božji, pozitiven pogled skozi vse trpljenje, skozi vse preizkušnje, kar je, ampak ta božji pogled. In hvala ti za to, ne tebi, Gospod, blagoslava, da bo naprej nove ideje, novi gostje in da bo beseda šla naprej, predvsem ljubezen do Gospoda. Hvala ti.